Danes je dan, ki je v zgodovini naše vojske že večkrat predstavljal mejnik. Največjega prav 15. maja leta 1991, ko smo v dveh učnih centrih pričeli usposabljati prve slovenske nabornike. V 510. učnem centru na Igu pri Ljubljani in 710. učnem centru v Pekrah pri Mariboru. Zato ni naključje, da smo se danes, ko obračamo nov list naše vojaške zgodovine, preoblikovani postrojili prav v mestu pod Pohorjem, na območju, kjer se je pisala slovenska zgodovina, od borca za severno mejo generala Maistra do živega zidu golorokih Pekrčanov, ki so branili in obranili mesto. Spoštovane sodelavke in sodelavci, ponosen sem na vas, na vaše delo in vaše dosežke in presegli ste moja pričakovanja. A ne pozabite, da na koncu šteje le to, da ostanemo ljudje in da delamo za ljudi. V vsaki krizi in vojni na koncu zmaga dobro nad zlim. Večja kot je kriza, bolj je pomembno ohranjati visoka etična načela, kolektivni duh in skrb drug za drugega. To velja še posebej za našo vojaško profesijo. Mi moramo biti v službi državljanov in državljank. Samo na tak način bomo ohranili zaupanje in izvršili poslanstvo, če bo in ko bo potrebno. In ko vas pogledam danes, vidim, da je srce slovenskega vojaka na pravem mestu, da smo pripravljeni in usposobljeni za to, kar počnemo, služimo domovini, služimo Sloveniji. Danes je pred nami nova struktura in od tukaj začenjamo z dodajanjem vsebine. Ali bomo preoblikovani kos izzivom, pa je odvisno predvsem od vas, vaših idej, podpore in razumevanja. Stopiti moramo naprej, da ne obstanemo na mestu, da ne izprežemo. Ob našem skupnem prazniku se zahvaljujem vsem pripadnicam in pripadnikom Slovenske vojske za vašo predanost in integriteto. Zahvalo prosim prenesite tudi vašim družinskim članom. Brez njih bi bil nas vsak dan težje izvedljiv in rjavo zelen. Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem organizacijam, društvom, posameznikom iz civilnega okolja, ki dnevno podpirate in spremljate naše delo in Slovensko vojsko. Naša pot je začrtana in odprta v prihodnost. Odvisna je od nas in mi sami jo moramo peljati naprej. Nihče tega ne more storiti namesto vas in nas. Vprašati se moramo, ali smo pripravljeni stopiti korak s časom in ujeti izzive prihodnosti. Jaz sem prepričan, da smo. Srečno Slovenska vojska!